Kako izjemen dogodek smo imeli na spletu, koliko udeležencev, kakšna sporočila. To je bilo nekaj resnično neverjetnega. Toliko neke učne vsebine, zdravilnosti, ki se je pošiljala nadaljavo, toliko nekih novih znanj, kako si lahko vsak z eterično zdravilnostjo pomaga kar doma in kako se to naredi. Vse to in še več. Številnimi darili in presenečenji se je odvilo na spletu. Hvala vsakemu izmed vas, ki je prisostvoval. Lahko pa sedaj pogledaš tudi ti ta posnetek. Energija se je obdržala, jo boš začutila. Oglej si, pridobi to znanje in seveda sprejmi te energije. Sedaj pa le na ogled. Zdaj pa, pejmo čisto od začetka. Pojdimo čisto od začetka. Zakaj sva se z Mihaelom odločila, da narediva eno tako spletno zdravilno predavanje, da gremo v te energije? Zaradi tega, ker se mi zdi, da mogoče nekateri ljudje niso čisto opazili, ali pa tudi, ne vem, vi mogoče zagotovo, no, ste, ampak se zanimive energije, mislim, zanimive, nenavadne, pa mogoče tudi malo težje odvijajo na svetu. Nama se z Mihaelom zdi, tako, ko sva se pogovarjala, ko sva malo ocenjevala energije, svetovne energije, da se mogoče trenutno zdi, kot da je svet v eni taki energijski krizi. In ta energijska kriza je nastala zaradi večjih dejavnikov, kateri so se trenutno, ampak to ni razlog za črnoglednost. A veš, to tudi srčni ritem moraš razumeti, gre enkrat gor, pa pol tak, a ne? Saj veste, kako gre srčni ritem, ne? Poznamo? Cak, 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 ne? To je to. To je to. In zdaj mi smo trenutno v nekem takem ritmu, ki pa potrebuje za to, da ne bi prišlo do aritmije, potrebuje zdravilni utrip, ne. Ampak kje se je konkretno, recimo, mi se bomo sicer bolj držali Slovenije, kje se je konkretno tukaj zgodilo tisto, a veš, tisti vozel, kje je nastal, hočemo to razumeti, zato da boste videli. Potem pa, ko bomo imeli te informacije, kar je bilo meni predano, hočemo pa vedeti, kako si v takem, lahko bi rekli, prehodnem obdobju pomagati. Zaradi tega ti moraš vedeti, da vedno bojo v zgodovini človeštva, vedno bojo neka prehodna obdobja. To moraš vedeti, ampak finta je v tem, da vsako prehodno obdobje ima več možnosti. Ena možnost je ta, da greš tem prehodnim obdobjem in ko se dogajajo energijski padci, ti padaš zraven, ali pa čisto mirno jahaš te valove in rečeš, jaz jih nadzorujem, kam gremo, a ne? In to je tisto, kar sem vam želela v bistvu točno zdaj v tej strukturi, torej februar pa nekako do vesaka, mogoče celo tam kar dosti imamo teh planetarnih poravnav in tako dalje. Torej do poletnega solsticija sem vas hotela pripraviti, kako je tisto, kjer boste vi lahko ohranili predvsem svoj mir. Veliko je čuta tega nemira, se strinjate? Ful je čuta tega nemira. Zdaj pa gremo pogledati, iz kje se je vse tukaj, kaj se je zgodilo, ne? Jaz vam bom povedala, da sproti, kje sem vse pridobivala te informacije. Nekaj so mi govorili angeli, nekaj sem komunicirala z reiki energijami, različno je bilo to, kjer vse zdravilne energije so bile prisotne, kajti zdaj v tem trenutku nismo zbirčni, nam pridajo prav čisto vse, kaj jih imamo na voljo, a ne? Ampak recimo ena stvar, ki se je mogoče v tem trenutku zgodila, zato da boste vedeli in da boste znali potegniti naprej, je tako imenovano kolektivno zdravje. Okay? Kolektivno zdravje, kaj to pomeni? Kolektivno zdravje v Sloveniji je trenutno malo zanihalo zaradi to ni nič obsodba, tako naprej, ampak dejstvo je, da v našem klasičnem zdravstvu pač se hodi čez neke transformacije in spremembe. In tukaj nismo mi tukaj zato, da zdaj govorimo, je to prav, je to narobe, pa tako naprej. Tako se je v bistvu
kolektiva, recimo nekega zdravstvenega sistema v Sloveniji za to odločila. Ampak, ko je ta odločitev na kolektivni ravni padla, je za sabo potegnila kolektivno tudi energijsko zdravje. Kaj se je zgodilo, je bilo to, da je ogromno ljudi, dejstvo, ostali brez podpore, brez zdravilnih poti, ki jih potrebujejo, tako dalje. Posledično so se zaradi tega pržgali strahovi ljudi, ki so potrebovali to podporo, in posledično se pržgejo strahovi tudi tisti, ki imajo svoje ljubljene zadnji. A veš, ljudje, ki jih je strah za njihove ljubljene osebe in tako dalje. Zdaj pa rešitev v takem primeru ni, da mi zdaj vsi skočimo, pa da, razumeš, se pritožujemo, pa tako naprej, tako imamo. Pač neka sistemska kolektiva v Sloveniji je dejstvo, da se je to odločila in da je zaradi tega vplivala na energije in tudi na marsikatere fizične izide. Ampak recimo, kako si pa potem lahko pomagamo, a veš? In jaz sem tukaj, recimo to mi bilo ful zanimivo, in Slovenija tukaj je zdaj specifična od drugih držav v Evropi, ker se to dogaja samo njej. Kar pomeni, da mi zdaj moramo svoje konje, staviti na to, kdo bo pa prevzel to kolektivno zdravje, kdo pa bo spravil naprej te energije, ki morajo pomagati ljudem, ki so v transformacijah, telesno in drugače, da jih spravimo, razumeš, da se lahko čez neki preborijo, da jim je lahko boljši in tako dalje. In v tem trenutku pač alternativne energije prihajajo v ospredje. To je pa svetla novica dneva. A veš, se vedno lahko gledamo vsaj, koliko je grozen, kako lahko nekdo nekaj dela, kako se je lahko nekdo v imenu ljudi nekaj odločil, pa se lahko pritožujemo, pa bo situacija samo še slabša, pa bomo še več te energije tja pošiljali. Ampak recimo meni je bilo to tako dobro sporočilo. Ful me zanima, kako vi to dojemate. A je vam tudi to ful močno sporočilo? Kaj pa, če bi mi naše karte usmerili zdaj k alternativnim energijam? Dejstvo je, da energije in zdravilne energije, ki so na voljo, torej na tej energijski ravni, lahko trenutno stopijo v ospredje za ljudi, ki potrebujejo kakršnokoli podporo, energijsko podporo svojemu zdravju, razumeš, ki rabijo, potem ljudje rabijo mir, rabijo spodbudo, to je vse pomembno tudi za fizično zdravje. In meni se trenutno zdi, da glede na to, da se mogoče so klasične metode malo potegnile nazaj, pa so rekle, mi v imenu naših pač želja smo se odločili, da boste vi fizično zdaj počakali, če smo nekje dobili v življenju fizični stop. To se ne nanaša zdaj samo na zdravje. To je bilo meni tako ful dobro sporočilo na splošno. Če smo nekje v življenju dobili fizični stop, potem je, to je tudi za druga področja tako, če nekje dobiš fizični stop, ti da vesolje možnost, da pogledaš v duhovnega, a veš, v duhovni aspekt, da pogledaš v duhovne energije in da rečeš, ok, tisto, kar je fizično nekje zaustavilo, energije, vesolje, zdravilnost, karkoli se že potrebuje, angeli, kar zberite, kdorkoli izmed njih je, ali lahko, prosim, stopite v ospredje. Trenutno morajo svoje mišice definitivno pokazati alternativne energije, ampak alternativne energije potrebujejo nas in potrebujejo našo energijo in potrebujejo naše vzvode. In danes bi vas rada naučila par kratkih trikov, kjer boste v bistvu torej ta prehod, torej splošno energijsko kolektivno zdravje, lahko vodili, ga upravljali, skrbeli za njega, skrbeli za sebe in skrbeli za svoje ljubljene. Tako da absolutno meni je bilo to tako, taka ful mi je bila lepa prispodoba, a veš, ker recimo v zadnjem mesecu smo kar dobivali teh mailov, Kristi, kaj pa ta situacija, pa kaj te stavke, pa ben nočem benmu zdaj pomagati, pa tako naprej. Veliko je bilo težkih energij. A veš, kaj mislim? Tako da zdaj pa dajmo to energijo obrniti,
pa dajmo se zavedati, da nikoli ne ostanemo brez podpore. Včasih je treba pogledati sam še mal kam drugam. In to bo teta Kristi zdaj naučila. Okay? To je ena stvar, ki se dogaja. To je zelo specifično, da se zdaj dogaja v Sloveniji. Druga stvar, ki se dogaja na svetovni ravni, je pa kolektivna karma. Okay? Kolektivna karma, ki se trenutno dogaja, je zelo nestabilna. To pomeni, da recimo, a veš, tudi unika, smo ljudje, ki imamo radi preroštvo, iskreno vam moramo povedati. Pa nam pa rečejo, da smo sodobne čarovnice. Radi imamo preroštvo, radi se igramo z energijo prihodnosti. To pomeni, da pogledamo energije, katere so zdaj prisotne, jih potem oblikujemo in lahko ponudimo neke izide. Ampak tudi tiste, ki smo sodobne čarovnice, rečete nam, kakor čte, jaz to vzamem vse za dober, smo zdaj ugotovili, da v bistvu ti neki, kako bi rekla, dolgi skoki v prihodnost sploh ne obstajajo. V bistvu smo vsak dan energijsko na prelomnici. In trenutno cel svet stoji ogromno na taki, kako bi rekla, a veš, kaj smo imeli, se spomniš, ko smo bili otroci, ne vem, verjetno malo še danes to otroci, ampak jaz se spomnim, ko sem bila otrok. Se spomnim, ko je bila ena gugalnica, taka dolga lesena gugalnica in potem si se tako prijel, a ne? In potem v bistvu si imel na drugi strani je nekdo sedel in potem na tej strani ti sedel in potem je zdaj odvisno, kdo je bil težji, a ne? In potem smo se gugali, se spomnite teh gugalnic, ampak si rabo dva otroka, dva človeka, kakorkoli si rabo na uni gugalnici in potem je bilo odvisen, a ne, kdo se je v enem trenutku bolj zagnal, pa kdo je bil težji, a ne, kako je s to gugalnico šlo. Skratka, in te gugalnice, recimo, ko jaz probam delati kakšna kanaliziranja za prihodnost, se mi ves čas kaže ta otroška gugalnica, dobesedno, ne. To pomeni, da je trenutno svet, recimo, če gre tako zanimivo, da se to v letošnjem letu dogaja, ampak vse prav, da se letos dogaja. 8 je številka materialnega, veš, to rabiš razumeti. Mi smo v letu osmice in 8 je številka materialnosti. 9 je številka svetlobe in duhovnosti. In zdaj, če se bomo mi hoteli duhovno prebuditi, bomo mogli materialne stvari najprej prepucati. To je 8. 8 je ful dobra številka, ne me narobe razumeti, je tudi številka bogastva in obilja, ampak če je na to kakršnakoli lepljiva energija nalepljena, a veš, kaj mislim, potem pa to ne gre. Potem je pa to težko in je treba najprej to prepucati, zato da bomo v devetica so ti pa angeli, duša, življenjsko poslanstvo in tako dalje, da bo lahko to presvetlo čez, ne. In zdaj hodimo zaradi tega čez karmična čiščenja in recimo, če gledaš vse recimo neke tudi svetovne velesile in tako dalje, imajo letos najbolj pomembne volitve in tako dalje. Prav vsi imajo zdaj neki prav letos. In ne vemo, kako bo vsak posameznik, ki vodi neke take sisteme, odreagiral in veliko te kolektivne karme se puca. Nažalost, tudi preko vojn, kar je tisti pač mogoče absolutno boleči del. A veš, kaj mislim? Tukaj celo človeštvo na nek način sočustvuje in joče skupaj, kar je normalno, saj smo vsi nekako empati in tako dalje, ampak ta kolektivna karma velikega nekega trenutno uničenja, mogoče tudi sovraštva, če smo čisto nekako iskreni, trenutno vlada. In čez to bomo čez to leto šli, zato in naša naloga je, vi, ki to poslušate, da to presvetlimo. Dejstvo pa je, da ne moramo mimo tega, da se ta kolektivno uravnovešenje, da se dogaja. Okay? Potem je tukaj Lady Gaia, mati zemlja. Mati zemlja hodi tudi, če svoje zdravstvene stvari bi lahko rekli, a ne? Tudi ona šla kaj na štrajk. A veš, kaj mislim? Mati narava tudi hodi čez zdravilne procese in dostikrat gledamo, kako mati narava nam nekaj da, kaj ona nam lahko da, ampak tukaj je meni postalo eno drugo vprašanje za našo skupino, konkretno pa vsi, ki tole poslušate, kaj pa bomo mi dali njej. Trenutno mati narava od nas potrebuje presvetlitev
torej vsak izmed nas posamezno, na katero se bo tudi ona lahko, a veš, koliko je neki bergla, prijela in spravila čez. A veš, kaj mislim? Prijela in spravila čez. To je izjemnega pomena, izjemnega pomena. To je še tretja stvar, ki se dogaja. In četrta stvar, ki se dogaja je, jaz nisem mogoče res toliko v stiku s tem, ne delam z otroci in tako dalje, ampak mi je bilo pa logično, ko mi je bilo povedano, da je spremenjena shema, pazite to, spremenjena shema notranjih otrok. To pomeni, recimo, ne vem, koliko ste stari, ampak recimo, vaši otroci danes odraščajo drugače, kot smo mi. In oni so trenutno inkarnirani v obdobju, se bomo s časoma tega navadili, pa vedeli, kaj s tem početi, ampak smo v prehodnem obdobju, ki malo mede konkretno otroške generacije, socialna omrežja, filtri, umetna inteligenca in tako dalje. In zdaj mi tega nismo imeli, mi smo, razumeš, imeli gumitvist, pol ristanc smo skakali, pa hiške na drevesu smo gradili, pa v peskovnikih smo bili pa umazani skozi. To je bila čist druga generacija. To sem bila jaz, ne vem, 35 let nazaj. A veš, kaj mislim? To smo bili mi takrat, se spomniš? Zdaj danes v bistvu te otroke in tako naprej vzgaja zelo širok spekter informacij, in njihove psihe rabijo veliko več procesirati in sprefiltrirati, kar smo mogli mogoče mi delati. In recimo ena izmed stvari, ki jo moramo trenutno glede na poplavo informacij, da je tudi umetna inteligenca in tako naprej zagotovila lahko veliko lažnih podob, moramo priti do tega, da bomo znali sortirati informacije in prepoznavati prave informacije. Ampak to ni zdaj samo za otročke. Ti moraš tudi vedeti, da je to zdaj, da imaš ti tudi notranjega otroka. Tudi ti imaš notranjega otroka, tudi ti nekako funkcioniraš v tem svetu, ki je zdaj tukaj drugačen. In recimo, če zdaj gledam, torej duhovni atelje Potovanje duše bo 5. aprila bo praznoval 14. rojstni dan. Torej od 5. aprila 2010 do danes je svet res drugačen. In mogoče jaz vidim od unih prvih tečajev, pa meditacij in tako naprej, vidim mogoče razliko samo v tem, da so ljudje včasih samo malo bolj zmedeni. Kristi, a slišim prav? Kristi, a ne slišim prav? Kristi, kako jaz vem, da dobivam pravo sporočilo? Včasih je bilo teh dvomov ful manj, veš, ker smo bili 10 let nazaj, recimo smo imeli tečaje, pa tako naprej smo se ful drugače pogovarjali. Veš, kaj sem zdaj videla, veš, kaj je bilo to, veš, kaj je bilo noro, kva se meni dogaja, a veš. Zdaj pa danes pa mogoče drugače mi ljudje govorijo. Joj, Kristi, pa misliš, da res slišim angele? Kaj pa, če to ni zame? Kaj pa, če ne slišim svoje duše? Kaj pa, če bo kaj narobe? Kaj pa, če ne bom stopila na pravo pot? Več je dvomov na intuitivne informacije, zaradi tega, ker možgani, ker to pa je center kanaliziranja, dobivajo še toliko drugih informacij. Zdaj, kaj pa naj mi naredimo na podlagi tega? Torej, mi zdaj rabimo sistem. Mi rabimo sistem, ki bo čez vse tole šel in jaz rabim nekaj, da vam na hitro povem in vas usmerim, kako si lahko pomagate. Torej, imamo 4 neke kritične energijske točke, in zdaj mi rabimo predvsem, da bomo znali sami za sebe vsak trenutek pridobivati duhovne informacije, si pomagati torej z našo alternativno energijo in znati vplivati na ta svet, ki je toliko zdaj vizualni, pa socialna omrežja, pa tako dalje, in znati vplivati, da bodo naši možgani sprejemali res najbolj optimalne informacije, brez da bi se ti rabil, razumeš, izolirati stran od sveta, se odseliti v neko tibetansko kočo tam na vrhu gore in reči nikoga, da ne vidim in da ne čujem. Ni to baš rešitev. Skratka, to so bile zdaj te točke tega. Zdaj bi vam pa jaz dala nasvete, če ste za. Jaz bi vam dala nasvete, kako si lahko pomagate. To pomeni, da ni zakomplicirano in da lahko si pomagate.
Če bom, seveda bom nekje vmes najdela tudi kakšna orodja, katera mi poznamo, jih bom priporočala. Lahko jih vzamete, lahko jih ne vzamete, lahko naredite po svoje. Jaz, če nekaj vem, da dobrega imamo, vam bom povedala, ne vzeti prav, to je reklama, to je reklama. To je samo pač neka, razumeš, dobra namera, da ti lahko pomagamo, če smo slučajno mi tisti, ki ti lahko pomagamo. Lahko pa absolutno narediš sama, ampak mogoče pa uporab to, kar se je skanaliziralo, v bistvu ta neka tehnika, metoda, ki jo jaz vidim kot zelo uspešno za to prehodno obdobje. To pa definitivno upoštevi. A ne? Tako da to bomo torej zdaj pogledali. Torej, najprej bomo začeli tudi, ko ste starši, se boste seveda spraševali, kako pa podpreti take otroke in tako dalje, ampak vse, kar boste nekako prenesli na sebe, boste lahko tudi na ta male prenesli. To ste pa lahko prepričani. A ne? Zdaj, kaj so nam povedale zdravilne energije? Torej, to so bile meditacije, to so bile aktivacije, to so bili pogovori z reiki energijami, z nadangeli, ni da ni bilo, bili so zraven Buda, bila je zraven Kuan Yin, bile so keltske boginje, to je bilo res take mogoče malo bolj specifične energije, ker nismo toliko o njih do zdaj govorili, pa so zdaj mogoče majčkeno bolj s svojo starodavnostjo stopile v ospredje zaradi tega, kar sem povedala, se dogaja. In zaradi tega, ker leto številke 9 nekako spodbuja mogoče malo majčkeno stran od tega New Age-a, pa mogoče malo bolj nazaj k unim starodavnim prizemljenim znanjem. A veš? In zdaj takole je, več točke. Prva stvar, ki je bilo meni povedano, je bilo zapiranje šibkih točk. Torej zdaj je to za tebe, to za otroke, se čisto vsem za kogarkoli je. Zapiranje šibkih točk. To pomeni, nobena stvar, ki se recimo strga, se ne strga kar tako. Primer, da boste razumeli. Če imam jaz tukaj polštar, blazino, bolj slovensko, če imam jaz tukaj blazino, ona se ne bo cela raztrgala kar sama od sebe. Najprej bom jaz mogla kle neko luknjo narediti, ali pa bo kakšna nitka ven visela, pa jo bom jaz ful namočno potegnila. Pa se bo kle naredila zareza, ampak preden se bo cela blazina strgala, razumeš, se ne strga kar tako bum, kar sama od sebe razpada. Se strinjamo? Je torej daljši proces tega trganja, te neke, lahko temu rečemo, obrabe. Naša energija je enaka. Nihče recimo kar čez noč ne pade v izgorelost, v depresijo, v žalost. To ni, razumeš, včeraj je bilo vse v redu, danes ti je nekdo rekel in tvoje življenje se je sesulo kot hišica iz kart. Morate vedeti, da se to nikoli ne zgodi. To so stvari, ki se nalagajo. In potem, ko enkrat izbruhnejo, ljudje rečejo, meni se je življenje čez noč sesulo, ampak ni res. Tudi recimo bi vam zdravniki znali povedati, da recimo neke resne bolezni ne zrastejo ravno v 12 urah. Ampak recimo kakšni, bog ne daj, tumori pa tako naprej, to pol leta raste. In isto je z našo energijo. Torej, kar je pa problem, je, da ko ljudje se jim neki energijsko, neka šibka točka užge, jo spregledajo, jo ignorirajo in z njo nič ne delajo. To bi mogli nehati delati. Veš, to bi mi mogli nehati delati. Ti moraš sebe dovolj razumeti, kaj v tvojem sistemu je tisto, kar je najšibkejše. Kako že rečejo, veriga je najmočnejša toliko, kot je močen njen najšibkejši člen. A ste kdaj slišali ta pregovor? Jaz sem prepričana, da ste ga slišali. Torej, veriga je, njena moč se meri v moči najšibkejšega člena. In to drži tudi tukaj za to stvar. Finta je v tem, da mi smo si različni. Mi nimamo vsi enakih šibkih točk. Nekateri ljudje imajo ful odločne možgane, ampak zato, ker so tako odločni, so lahko v enem trenutku padejo v take procese, da postanejo šibka točka. To drugi ljudje so, jaz jim rečem, čustvenčki.
Ampak to ne mislim žaljivo, to mislim skrajno ljubkovalno pa lepo. Eni ljudje imajo to na čustvih, eni ljudje imajo, razumeš, to na telesu, absorbirajo v svoje telo kot gobe, se vse jim telo pokaže instantno. So ljudje, kot Mihael Žmahar, ki v njega lahko zmečeš, karkoli hočeš, pa še to nahrani čez, on bo v redu. Mislim, a štekaš? In zdaj, finta je pa v tem, da če ti svojo šibko točko poznaš in veš, da jo moraš zapirati in kako jo zapirati in si celo življenje pozoren na njo, ti imaš tukaj zmago. Ampak to ni tako, jaz bom to šibko točko zapirala, ko bo meni neki dost falil. Ti moraš svojo šibko točko poznati in jo moraš zapirati, če je treba, na dnevni ravni. Zdaj pa tukaj prihaja v ospredju darilo, katero sem pripravila za vas. Dobili ste darilo od mene. Naredila sem vam zdravilno knjigo. Hvala, Kristi, prosim, ni za kaj. Dobili ste zdravilno knjigo. Okay? In v tej zdravilni knjigi narediš, dala sem ti noter navodila, narediš test. Tam imaš neke stavke in rabaš te stavke obkrožiti. Na podlagi tega, kar vse tam noter obkrožaš, ful je dobro, da pogledaš tudi, koliko imaš pri vsakem segmentu, ker eni imajo še več šibkih točk, a ne? Torej, ko ti te stavke obkrožaš in jih potem sešteješ, imaš potem rezultate, kaj je tisto, kar je tvoja najšibkejša točka in v kakšnem stanju je ta šibka točka. Ali lahko v tem trenutku ful na hitro reagira, pa nekaj ne bo v redu, ali pa je šele prvo opozorilo, pa imaš več kot dovolj časa. Sestavila sem ti res en tak, prav sama sem ga delala, torej zdravilni test, ki ti bo vse povedal. Ful je dobro, da si ga res iskreno odgovoriš, se ne rabaš meni pol poslati maila, Krisi, veš, kaj je bil pa moj rezultat, pa toliko sem imela obkroženih, ne rabaš meni povedati. To ga delaš za sebe. Skratka, preneseš si datoteko, katero sem ti dala. In noter narediš test. In noter sem ti točno povedala, kaj je tvoja šibka točka. Meni se zdi, da v tem obdobju rabimo mogoče malo več specifike. Torej, glede na to, kako je ratal svet mogoče malo kaotičen, preveč ljudi mogoče proba veliko stvari narediti naenkrat, a veš. Pa moraš to, pa moraš pa moraš tret. Jaz mislim, da bi bilo dobro, če se malo bolj usmerimo ciljno, a veš, kaj mislim. To bi bilo ful dobro, da recimo včasih ti je preveč, da moraš 100 stvari naenkrat delati, ne? Se zato pa smo tukaj, ko smo, kot človeštvo. Ampak kaj pa, če ti veš, da je ena stvar pri tebi, najšibkejši člen, kateri lahko nekaj zavibrira in potem torej lahko raztrga blazino. Z unim začni delati. Niti treba delati 730 duhovnih tečajev, niti treba delati 622 zdravilnih tehnik, niti treba delati. Preveč ti bo že, itak imaš mogoče ful dela v službi, pa veliko obveznosti doma in tako dalje. Naredimo eno stvar, ampak dajmo okrepiti svojo verigo življenja v najšibkejšem členu. In zagotovo je dosti ljudi na tem svetu, oziroma dobro, med našimi tečajniki, ki ne poznajo svoje šibke točke. Torej, ne poznajo sebe dovolj. Ljudje si ful ne vzamejo časa, da bi sebe razumeli. Ampak pazi, ko boš ta test za sebe delala, za sebe delo, moraš vedeti, da boš noter v tem testu prepoznal tudi svojega otroka. Tudi svojega partnerja. Če jaz vem, da, ali pa ne vem, če moj partner ve, da recimo, če sem jaz miselni tip, ali pa da imam ful specifične možgane in moj partner to ve, moj mož to ve, to pomeni, da on meni lahko pomaga s tem, da krepi mojo šibko točko. To je pa luno, ko pa se raba s takim človekom ful pogovarjati, pa mu razložiti stvari, a veš, in potem on reče, aha, v redu, recimo primer. Nekateri so malo bolj duhovni, rabijo duhovno podporo. Ampak, če ti poznaš, kaj je tisto, kar tudi tvoj otrok recimo doživlja, ker noter boste prepoznali tudi svoje ljubljene osebe, boste točno vedeli, da morate njim pomagati na njihov specifičen način. Vi ne rabite celostno pomagati pa njihovih življenjskih
vseh težav reševati, zato ker so se začele iz ene šibke točke. Ko jo boste prepoznali noter v testu, boste vedeli, z njo je treba delati na tak način. Ljudje si ne vzamejo časa, da bi spoznali svoje šibke točke in da bi jih zapirali. In treba bo delati z njimi, kaj ti šibke točke ne minejo same od sebe. Če se blazina natrga, če jo jaz še hočem nekako obdržati, je moja naloga, da vzamem šivanko in zdravilno nit in jo sešijem nazaj skupaj. Se strinjate? Ne morem se kar delati, da tega ni tam. Ne morem se delati, da tega ne vidim. Lahko se delam, samo posledice pol vemo, kakšne bojo. A veš, kaj mislim? Preveč ljudi se dela, da ne vidijo, nočijo videti svojih šibkih točk, ampak šibke točke se krepijo zaradi tega, ker smo pač inkarnaciji na planetu Zemlja. In če bi sam z njimi delali, če bi sam to poznali, potem ne bi šlo celostno ljudem toliko stvari narobe. A veš, kaj mislim? Se ne gre... Se ne gre, a veš, ljudem kar celostno, kar vse tok narobe. A ne? Absolutno ne. To je individualno razumeva sebe. Teta Kristi tebi je pripravila ta test. Ja, teta Kristi, a ne? Ok, druga stvar je, kaj ne naredimo s to poplavo informacij. Ti, tvoj otrok, tvoj ljubljeni, ne vem kaj, razumeš, kdorkoli izmed nas že, kako naj jaz vem, da je res nekaj za mene, pa da ne pobluzim v tej odločitvi. Se strinjate? Ta v bistvu jasnost sporočil je zelo pomembna. Zelo pomembna. Zunaj je toliko spreminjajočih se energij, da veš, kaj lahko delajo s tvojo psiho. Ljudje božji, to je tako kot glina. A veš, kaj imaš glino? Ti uno glino, ki se vrti na unmu, ki sem pozabila, kako se reče, razumeš, jo lahko v sekundi imaš lepo oblikovano, pa se veš, lahko kar steče. Današnji svet je tak. Zdaj si v redu, dobiš eno informacijo, Janko Branko, sosedov, ti je rekel, da bo jutri konec sveta, ne vem, zaradi česar koli že zdaj, a ne? In ti, zdaj bo pa vse narobe. Ampak 10 minut nazaj ti je bilo še vse v redu. Ali pa dobiš eno ful močno željo za tvoje življenjsko poslanstvo. In greš k Tonkotu Bonkotu, tvojemu stricu, ne vem komu že, in mu rečeš, Tonko Bonko, jaz sem se pa odločila, da bom zalaufala svojo firmo. Pa si ti normalna, pa kva je s tabo, pa ti veš, kakšna kriza je, pa kdo bo tebe poslušal, pa veš, koliko je že tega na trgu, pa se ti zavedaš, da imaš družino, pa ti veš, koliko denarja lahko zgubiš. Pa so šle sanje v kožo smeti. In to so ljudje, razumeš, ko ti nekaj divje začutiš, ki ti lahko to v 5 sekundah vzamejo in ti si pustiš, da ti to vzamejo. Človek, ki svoje sanje jo prime, kako si jo ne spusti, pa če ga sopato tolčeš po glavi zraven, je človek, ki je tako močno začutil jasno svojega poslanstva in namena, da razumeš, ga tolčti po glavi, kolikor čas, on bo kole te gledal, polno koz bo držal. Ampak zato moraš biti ti prepričan v svoje informacije. Če pa tebe svet vodi, si kaj stikalo, razumeš? Pržgan, razumeš? Pa ugasnjeno, pa pržgano, pa kaj ni žmigovci na avtu. A veš, kaj mislim? Čak malo, kam zdaj, levo, desno, a veš, ko oni ljudje. Jaz sem bila včasih taka, ful sem rada zamenjala levo pa desno stran. In pa sem nekam šla in sem rekla, kaj moram prijeti. Ok, to je desna in sem dala desni žmigovc, pa je bilo v redu. Pa sem se pa zmedla, pa sem rekla, ne, čaki, to je lev žmigovc. Pa mi je rekel, ne, čak, napačen žmigovc imaš, sem si dala desni žmigovc nazaj, pa tako naprej. Pa ne, nimaš to pravega žmigovca, zdaj pa sem kar ugasnila v žmigovc. Vse, kaj grem. No, to je mogoče malo smešna zgodba, ni pa smešna, ko se gre za dušo in poslanstvo. A ne? In zdaj finta je v tem. Ogromno nekih, zdaj bomo šli na fizične stvari, ne? Ogromno nekih stvari je,
ki trenutno zelo late lahko vplivajo fizično. Televizija, radio, stvari, ki jih prebereš, stvari, ki jih fizično dobiš v roke in dobivaš preko tega informacije. In tam noter so svašta, verjemite meni, programiranja, podzavestna programiranja, to je noter v filmih, to je noter v serijah. Vi božji, ko bi videli, kaj nam vse nastavljajo noter. Jaz te stvari ful dobro poznam, pa Mihael včasih rečem, kdaj kaj vidva, pa rečem, lej ti njih. Ne, to se pa ne dela. To pa ni bilo lepo. A veš, kaj mislim? Pa se kar pogledava in pa sem malo užaljena. Veš, kakšno programiranje se noter daje? Zdaj pa. Ena izmed stvari, katera je ful, če hočem zdaj jaz energijsko jasnost, ampak imam v svoji okolici toliko enih fizičnih triggerjev in fizičnih stvari, ki jih gledam, je zelo dober, zdaj pa to prišlo v ospredje letos. Kaj sem vam prej povedala? 8 je materialna številka. 8, torej leto osmice je materialna številka. Okay? In zdaj mi bi mogli tukaj malo energije temu prilagoditi. Zato so meni ljudje rekli, pa Kristi, sjaši malo, kva si ti ponorila s temi tvojimi kartami? Mogoče sem res, pač glihkar se torej izdajo reiki karte, bom povedala, zakaj sem se odločila za reiki karte in potem maja v Smeltu bomo imeli ful ganljiv dogodek. Ja, jaz že kar na zalogo jokam, to je lep dogodek. Bom izdala istočasno magična prerokba, malo bolj čarodejske karte in potem še dušno, razodetja duše, dušne karte. Čist drugačen od vseh mojih kart, bomo imeli tak ful velik dogodek. Ljudje so vprašali, zakaj toliko kart? Ravno zaradi tega, ker sem ugotovila, da ljudje, če imajo trenutno nekaj fizičnega, na kar lahko oprimejo potem duhovne stvari, jim je lažje. Tako, kot ti rabiš potrditev od Jonkota Bonkota, je lažje, če ti da eterična energija fizično potrditev. Zato bi vam letos predlagala, da poleg meditiranja, tečajev, biti v nekem duhovnem procesu, absolutno ne samo torej, kaj fali, ampak zaradi šibkih točk ves čas, to je način življenja. Se tudi ne moreš reči, veš kaj, jaz bom enkrat na 3 tedne bom pila malo vode, ker se mi ful ne da vsak dan piti to vodo. Ne priporočamo, ne delajte tega. Enostavno ne delajte tega. Veš kaj mislim? No, to je ista stvar, to je način življenja. A ne? In recimo lahko vam pa pokažem par primerov, dobro, ni zdaj tukaj, glih nimamo toliko časa, da bi šla recimo v široko predavanje, ampak mogoče pa vam pokažem, bom nekaj na zaslon dala, da boste lahko gledali skupaj z mano. Aj prav? Recimo, kot veste, sem s tem dogodkom tudi napovedala, da prihajajo reiki karte. In zdaj bi vam recimo pokazala, kaj recimo je ful pametno delati. Mogoče bi vam kar na primeru naredila, če ste za. Ok, lejte, bom tole zdaj takole dala, dajmo takole, pa boste skupaj z mano gledali primere. Recimo neke primere, ki vam bo ful zanimivo. Ok, jaz sem zdaj dala na plano moje reiki karte. Zdaj torej zadeva, lahko bi bile katerekoli druge karte. Jaz sem si pač, to je danes zdravilni dogodek, seveda smo zbrali zdravilne karte, nove so, sploh še niso išle, šele marca izidejo, na poti so k nam iz tujine in tako dalje. Ampak recimo, zakaj? Ok, jaz sem reiki mojstrica, se mi zdi že od pamti veka, ampak zakaj je tudi recimo v moji karieri zdaj prišel v ospredje in sem rekla, mi rabimo reiki karte. A veš, kaj ti bom povedala, zakaj? Zdaj, že, ko ste jih naročili, pa jih boste imeli doma in tako dalje, bi vam nekaj rada rekla. Kaj se zgodi? Kako bi bilo, recimo, da tvoja šibka točka se ne bi prižigala, kaj je nekaj, recimo, kar je najbolj optimalnega?
tebi nekaj v enem trenutku zafali, po domače povedano. Torej, nekaj ti ni ok, nekaj se ne počutiš v redu in tako dalje. In ti pol kar pustiš in greš spat in rečeš, jutri bo mogoče boljši dan. Kle delamo napako. Zdaj si pa ti predstavljaj, kaj bi jaz naredila s svojo energijo, zato sem naredila te karte, obožujem jih. No, pustimo malenkosti, da so pač polepe. Mogla sem. Okay? Zdaj si pa ti predstavljaj, ratala sem žalostna, naredil sem mi pritisk v glavi, čutim, da imam bremena, čutim, da sem se nekaj ustrašila. Nekdo me vpraša, če se pa bojiš, pojma nimam. Kako ne veš, če se bojiš? Ne vem, a se vam že kdaj zgodil, da res niste znali povedati. Zaniha vam nekaj v energiji, pa vam ljudje reče, pa šta ti fali? Ništa ne znam. Malo po balkansko, še malo pohecam, a ne? Da vas pravim dobro voljo, ampak a veš, kaj mislim? Ne vem, kaj mi fali. Valjda, da veš, kaj ti fali, ampak mi nočeš povedati. Ampak dejstvo je, da ljudje, ki jim nekaj, razumeš, poseže v energijo, dostikrat tega ne znajo prepoznati. Težava je, da ko ti res ne veš, vsaj na zavedni ravni, ne kaj je, zadevo pustiš in upaš, da bo izvodenela. Problem naše energije je, da to tik tak ne izvodeni, ampak se zapiše v tvoje telo in tam noter ostane. Bučkoriš. Tega ne moreš dovoliti. Če bi hoteli mi imeti močno življenje, čim manj manifestacijskih palcev in v kolektivnem bučkorižu ostati zelo kvalitetna sestavina, bi bilo najbolj pametno to, da ugotoviš, ok, nišče mi zdaj nič ni rekel, amben mi ni nič naredil, nič se ni zgodil, zakaj je tak padec? Rabim vedeti, kaj je narobe. In v takem primeru, recimo, je ful dober zbrati, jaz priporočam od Kristi Žmaher, zato ker so res ful lepe pa ful učinkovite, recimo reiki karte. Ok? Imaš reiki karte in jih vprašaš, kaj je narobe? Zakaj sem žalostna? Kaj se je zgodil? In recimo, veš, kle imaš, par sem izbrala, kle imaš ti sporočila, a ne? Recimo, zdaj sem se pa ful zmedla, ali pa danes sem ful utrujena, kaj mi fali? In pa imaš kle recimo neko karto, ok, kažem malo na večje, ker ta sistem ima takole, a ne? In dobiš recimo primer, evo reiki karto in ugotoviš, močne misli, torej, jaz se zdaj slabo počutim, zato ker so mi misli zašvigale, vidiš, on se tudi tle za glavo drži, in misli so mi danes toliko švigale, da so se mi vmešale v pot pozitivnosti. In potem pazi to, če jaz to pustim, da se je meni nekaj vmešal v pozitivni tok in nisem tega predihala, to postane kronični stres. Kronični stres na kronični stres, bučkoriš. Ja? Če imam jaz reiki karto, kaj je ona meni to povedala, hej, zakaj se počutim tako, a štekaš, bo rekla, to je bilo. Torej, tvoji možgani so šli čez tak miselni proces danes, da čau, da lahko nehaš, moraš zadihati. Pol je pa mene zanimalo, če gremo lahko naprej. Kle mi je pa prišel, nekaj bi rada tukaj povedala o reikiju. Reikiju so mogoče malo nekje na njegovi poti obesili neke težke besede, da je to brez veze, da to ne deluje več. Vem, iz kje so ljudje to privlekli. Ampak nekaj morate vedeti. Mikao Sui leto 1920, ko je skanaliziral reiki metodo, vi morate vedeti, kdo je bil ta človek. Ta človek je bil v osnovi zdravnik, znanstvenik, filozof. Vi morate vedeti, kdo je skanaliziral to metodo in najdu ful lep balans. Potem pa kaj se je zgodilo? To se je zgodilo ravno, ko se je končala Prva svetovna vojna. Torej, Prva svetovna vojna se je končala leta 1918, svet je padel v kolektivno transformacijo, rabilo se zdravljenje. Ampak, a vidite, nikoli nismo sami, tudi zdaj nismo. To bo več povedal potem Mihael. Okay? In zdaj smo čisto na isti prelomnici, samo da mogoče ni mogli take svetovne vojne, hvala Bogu, potrkajmo. No, in zdaj finta v tem, je šlo človeštvo čez to, ampak nismo ostali sami, pa tam Mikao Sui norc, car največji, presežem,
privleče dol ta reiki, ampak istočasno, ko on njega dol privlekel, se je zgodil na Japonskem nek potres. Ful velik potres, trilijon ljudi poškodovanih in takrat so našibali reiki na polno tem ljudem, ki seveda poškodbe po potresih pa tako naprej so divje. Okay? In oni so takrat ugotovili, da reiki toliko pomaga, da so reiki začeli šibati za težave na telesu. Ne pravim, da je karkoli narobe, ampak se moramo zavedati, da reiki ni sam to. Jaz upam, da bom s svojim predavanjem to ljudem malo psiha spremenila. In pasite to, reiki in te simbole, ki jih tudi vidite, bom še malo karte pokazala in tako dalje, so ljudje, ta slikca je nora, so ljudje toliko začeli divje uporabljati, da njihova moč rasla in rasla in rasla in rasla. V enem trenutku se je pa zdaj, da je reiki energija malo zanihala, ampak ni zanihala. Finta je bila v tem, da so te simboli in te reiki principi toliko zelo napojeni s to človeško namero, niso se pa mogoče malo prilagajali na nov svet. Ljudje, božji, mi nismo leto 1920. Mi smo leto 2024. Danes je drugačna zemlja, v kateri je živel Mikao Usui. Starodavne, dobro, ni bilo še to nazaj, ampak spet ni bilo pa glih to včeraj, ne? In ljudje so v bistvu glede reikija skozi ene in iste energije obnavljali za tisto obdobje, ampak so to preslikavali na novo dobo. Tle je bila malna napakica. Mi bi mogli vzeti namere in ful močne simbole reikija in jih prilagoditi samo na novo dobo zemlje. Mi drugače razmišljamo, drugače obnašamo, drugačne vrednote imamo in tako vse drugo. Duhovnost je drugačna, znanje so drugačna. To je svet, ves čas se bo razvijal. Ampak starodavne metode, ker so bile tokrat uporabljene, so pa tako močne, a veš. In pa sem jaz rekla, ok, reiki, zdaj bom pa jaz s tabo nekaj naredila, jaz bom pa to prilagodila na novo dobo, kjer toliko vizualno na nas stvari vplivajo. Bomo mi naredili eno stvar, naredili bomo karte, ki nam bojo povedale, kaj je narobe v moji energiji. Druga stvar, bomo gor dali simbole, takoj, ko se zrišejo, so ful močni in rabim kratko vajo, ker v unemu trenutku človek lahko spusti vase, ker zato ne rabiš trilijon iniciacije, pač ta energija pripada nam vsem. Mi smo vsi, ki smo reiki mojstri, pa delamo tečaje, pa tako naprej, jih radi delam, pa tako naprej, ampak to ne pomeni, da če ti, tudi če nisi reiki mojster, mojstrica, pa prikličeš reiki energijo, ti nov rekla, stara, vprosti, kje imaš pa certifikat? Nimaš certifikata iz reikija, kva me sploh kličeš? Ljube duše, ni to tako, ok? Jaz imam ful rada, lej, vabljeni k meni na reiki masterclass, angliški masterclass, jaz učim reiki na tak način, da te sezuje. Ne hecam te, naj ti v komentarjih povejo ljudje, ki so na tem tečaju. To ni šans, da kjerkoli doživiš kaj podobnega. Res, ker sem ga čist na novo preoblikovala in takrat so se pri tem tečaju reiki masterclass, so se rodile te karte. In takrat mi je bilo to povedano, če jih boste začutili, zato, ker imam zdaj rojsten dan 15. februarja, sem se odločila, da dam kup enih promocij ven, da ljudem dam dostopnost in tako dalje. Neki ste že dobili ste darilne kode, močne darilne kode, trajajo v tednu mojega rojstnega dneva, torej od danes pa do 22. februarja. Potem bojo te karte šle tudi v knjigarne, pa tako naprej, tako mogoče se ti splača, ker so bile že prvič razprodane, da si jih zagotoviš, ampak recimo ful so se take zanimive energije noter zapisale in recimo ful jih imam rada zaradi tega, ker ti točno pove, aha, to se ti dogaja. Zakaj ne moram nekaj zmanifestirati? Zaradi tega, ker se ti v bistvu nekaj postavili na pot. Lahko da bi nekdo ljubosumen nate, a veš? Ti moraš vedeti, recimo, če je, primer, to je ta karta, ne? Če je nekdo ljubosumen nate in ti pošlje v vero, lahko kar naenkrat tebe začne to hecati. Tebi ta karta to pove in ti rečeš, ne, ovir pa nastavljali, meni ne bomo šu. In pošlješ ta simbol, tako kot ti karta svetuje. Se zraven je še knjižica, ki ti pol še dodatno stvari pove. Veš, koliko to dela, ljudje božji? Veš, na koliko stvari, ki jih ti ne vidiš, da narobe te lahko opozori. Ko dobili ste promocijo za te karte,
ob mojem rojstnem dnevu, 15. februarja, bomo poslali v javno obvestilo, bo pa prišla še varianta, da imaš, bo pa še komplet. Sam da povem, ker v tem trenutku, ko se tole snema, tega še ni bilo. Torej, to bomo pa prav na moj rojstni dan, torej, če boš si prvoščil karte, angelske in reiki, torej komplet boš dobil za 100 najino knjigo 8 ključev življenjskega cesarstva, ki je brezplačno zraven. Veš, koliko je fantastična knjiga. A vidiš, a pa recimo, da je kje s tvojim telesom narobe, ti sploh ne opaziš. In te recimo taka karta opozori, s telesom nekaj ni v redu, ustav se. Ljudje božji, mislim, da bi vsak mogel imeti karte na voljo. Ampak nekaj je, da meni karta pove, kaj je narobe. Druga je pa, da mi lahko takoj ponudi rešitev. Zdaj pa, Kristi zna te energije, razumeš, upravljati, kot tata mata. Jaz sem pa v te karte noter reiki zapakirala, da že sam s tem, ki jih imaš doma, ali pa daš kakšno karto ven, da to kar meče v prostor. A veš, kaj mislim? Malo sem vam jih pokazala. Šanti. In tukaj, dobro, ne bom vam jih vseh zdaj kazala, ampak recimo, to je eden tak način, ki se mi zdi ful dober. A veš, ki ti res pokaže. A pa recimo, primer, ta karta bi lahko pomenila, tudi pomenila, če bi vprašala, da se slabo počutam, pa je ta karta pomeni, da sem bila preveč na socialnih omrežjih in da je tam preveč negativne energije prišlo čez. A veš, kaj mislim? Skratka, ful sem hotela dati vam nekih takih zdravilnih energij. In ogromno je šlo na vizualno podobo. In tukaj bom rada nekaj povedala, tudi kar se tiče otrok. Zakaj torej, zdaj imamo neka fizična orodja in torej, zdaj vam bom dala, veste, kaj vam bom dala, da ne boste, če kdo rabi, torej, reiki karte, a ne, bojo dali moderatorji, no, bojo dali v klepet, vam bojo dali povezavo, a ne. In potem sem dejansko, ko smo risali te karte, je bilo kup enih slik, ki so bile meni absolutno všeč, ampak mogoče niso bili pristale v kartah, ker smo imeli omejeno količino, ampak so bile tudi ful močne in se nekaj, to ne moramo zdaj kar kaj stran vrš. In smo naredili tudi recimo reiki portalne slike. Tukaj vam dam QR kodo, če boste, ko boste imeli posnetek, če boste skenirali. In pa smo naredili še reiki portalne slike. Zakaj? Vizualne podobe. Če nas toliko programirajo z vizualnimi podobami in je naša podzavest toliko navajena na programiranje preko vizualnih podob, bodimo mi zdaj bolj pametni, pa dajmo mi isto narediti, kar so nam delali. Dajmo se mi tudi začeti programirati z vizualnimi podobami, ampak s pozitivnimi. In tako so recimo nastale reiki slike, ne? Mogoče imam kje, da bi jih malo, čakaj, da vidim, pokazala, a ne? A veš, imaš reiki portalne slike, tole je recimo Kuan Yin, čakaj, da tole kodo zdaj jaz umaknem, ja, recimo, predstavljaj si, da imaš reiki portalno sliko, pa da jo aktiviraš, a veš, tole je Atena, ona je pa reiki portalnih dnevih, predstavljaj si, da imaš to na telefonu, pa da imaš gor reiki znak, pa da imaš to na ozadju telefona, a veš, ljube duše, veš, koliko je to noro, da imaš na ozadju telefona. In pa sem naredila v bistvu en tak komplet reiki portalnih slik za točno določene namere, pa otroku lahko naštimaš na telefon. A štekaš? Ta je za ljubezen. Se ji vid, ne? Dan čas veliko poslušamo o ljubezenskih težavah. Ja, kaj sta loška, da? A veš, kaj mislim? In pa sem naredila dva kompleta. Enega sem naredila reiki portalni dnevi. To pomeni, da zjutraj na točno določeno energijo dneva zakodiraš s slikami, a veš, kaj mislim? Zakodiraš, kakšen bo tvoj dan. Ene so to je pa reiki kristal, bom mogoče malo več pol povedala, da zakodiraš dan. Zaradi tega, ker če greš gledati zgodovino, kdaj so se začenjali bučko, riži in tako dalje, so bili točno določeni dnevi. Torej, ti, če gledaš energijo ponedeljka, ima točno določen dan, točno določene energije. Petek ima točno določene energije in kolektivno vlada. In če ti poznaš te energije, kar sem jaz v eni taki datoteki spisala
in imaš portalne slike in z njimi vsak dan delaš, ti iz nekega dneva maksimalno ven dobiš energijo. In pa smo mi noter dali, ljudje božji, smo dali, vse sem vam napisala, pa smo dali pa še reiki simbole noter. Veš, kak to dela, čuj, to je čist noro. Skratka, to smo nekako vzporedno s temi kartami delali. Sem rekla, če so nas koliko kodirali za vse stvari, dajmo se mi kodirati nazaj. Dajmo mi v svoje telefone, kaklele toliko energije, čez gre. Jaz imam tudi eno portalno sliko. Enega volka imam, ne vem, če se vidi. Enega tazga, da sem fotoaparat odprl, enega tazga volka imam, čist je nor. A veš, kaj mislim? Skratka, veš, kako je to noro. In smo to pripravili. Tako da jaz osebno sem se vrgla v te zdravilne energije. Pa sem naredila, ampak vi boste tudi danes v živo to doživeli z mano, pa sem naredila Šanti, prej ste jo videli na sliki, ona je taka boginja miru, mi Šanti, jaz mislim, da mi njo trenutno ful rabimo. Ne, čakaj, tole je Atena, to je Kuan Yin, Šanti, kje si? Aja, na kartah je bila, sorry, nimam jo klele noter na kartah, klele jo moram pokazati, evo, sorry. Šanti, evo, to je ona, to. Ona je ona prinaša tak mir. In sem pa z njo naredila še, dajte si pogledati materijale, ki smo vam jih poslali. Sem naredila še Šanti reiki meditacijo, dnevno meditacijo zdravilno. Pa smo še razmišljali za naprej, evo, to pa zdaj lahko pokažem. Pa smo naredili, to sem predvsem zaradi mojih reikistov naredila, pa sem pa razmišljala, kaj pa vem, če je fair, da dam to sam njim, mogoče bi pa mogla še komu, ampak tega res ni veliko. Pa smo, a vidiš, ta reiki kristal, ima gor najmočnejše reiki simbole. Pa si teta Kristi vzela čas in to se je aktivirala in spisala brošuro. In sem rekla, kaj če združimo energijo kristalov, torej spet fizična orodja, pa reikija, pa da ljudje dobijo to domov, pa da začnemo mi s to ful veliko zdravilnostjo. To je noro, a veš? In zdaj tukaj pač imamo vse, imamo fizična orodja, pa imamo vizualno programiranje, pa imamo razumevanje sporočil in tako dalje. A veš, kaj mislim? Potem sem vam eno vajo sem vam dala, dnevno vajo, katero lahko sami delate v vaše materijale. Ampak mislim, da mi rabimo ta reiki na to novo zemljo trenutno prilagoditi, glede na to, kaj se vmes je zgodilo in ga spet uporabiti. In ljudje božji, jaz sem na pohodu. A ne? S temi reiki in tečaji in kartami in tako naprej, zato, ker se ljudje rabijo ozdraviti, ljudje niso okej. In toliko je torej enega tega kodiranja in tako dalje, da je to noro. Seveda, to je neka stvar, ki pomaga hitro pa tako naprej, so pa tudi tukaj meditacije in duhovni tečaji nekaj, kar pa je naša odgovornost, ki se že zdaj začne postavljati za leto 9, torej naslednje leto bo številka 9, kar pomeni, da bo številka duše. To pomeni, da bo številka dušnih energij. Tam bojo duše glasne, bojo pa ful sprašvale, pa bo šlo pa kontra, veš, a živiš svoje življenjsko poslanstvo, če ga ne živiš, bo začela ti težiti in začela pošiljati lekcije. Hočem, da živiš svoje življenjsko poslanstvo, veš, pa se bo pa to dogajalo, ne? In ful je dobro, da se že letos pripravljate na to, dobili ste spet tono nekih bonov in tako naprej, mi smo dali zdravilne tečaje v ospredje, in jih bomo delali, poglejte se jih, jaz imam samo zdravilni reiki, konc meseca, imam angelski reiki, imam reiki masterclass, Mihael ima Amazonijo, Oceanijo in tako dalje. To je res, kva smo mi prizemljili, jaz bom tudi ful delala z možgani, kvantni možgani. No, skratka, to vam lahko recimo pokažem, a ne, klele imaš tečaj zime in tudi, če greš na kakršenkoli tečaj k nam, ti dobiš brezplačni program, ki je vreden 444 €, matrica uspeha, za zraven. Lej, preden se zresnemo, da tega, ko hočemo res nagraditi une, ki bojo delali na sebi. Skratka, kaj smo zdaj ugotovili? Da naredimo povzetek. Treba je poznati svojo šibko točko in jo treba znati zapirati. Okay? Tukaj imaš meditacije, duhovni tečaji, zelo so pomembni, a ne? In
Jaz bi ti rekla, da priknem, no, zato ker se bo Mihael malo povedal, mi smo se res vprašali ljudi, kako ne hodijo na tečaju, kaj dobijo, pa kako napredno je to. Mi se tako nadgrajujemo, to je noro, kaj delamo z našimi dogodki. Res se bomo podpirali, veš. Torej, ampak to smo ugotovili, torej šibka točka, potem fizična orodja, recimo kakšne karte pa tako naprej, imaš na voljo rejki karte, se res niso drage, pa še 100 kodo, ki si jo dobila, to je nič, veš, kaj mislim. Definitivno, če greš, ne vem, na pico, tam pa še malo spiješ, kaj bo dražje. Okay? Kakšno vizualno kodiranje in sprejeti pomoč, to je pa točka, katero bom pa jaz kot žogico vrgla k Mihaelu. Zdaj bom pa rada nekaj povedala o tem mojem dragem možu. Okay? Mihael je človek, ki je v nekem takem obdobju, veš, kako to zgleda pri njemu. Zato sem hotela, da on to točko pove, kljub temu, da je nekako zdravilni dogodek, pa te karte, recimo, kao moj dogodek, ampak ta moj mož, ne, on tako ura zvečer, 9, nekaj tam gleda, jaz, kaj pa razmišljaš? In on meni, čaki. Že kako to zgleda, čaki. Vzamem model računalnik in to zgleda. In se vmes ko malo mi nasmeji in jaz, kaj? In potem mi računalnik dal na roč in reče, poglej to. In tam je imel, dobro, to je bila najnovejša finta, ki me je zadela. In jaz pogledam in model, to meni ti še ne ve v tem trenutku, zato ker to je nastal, kaj, 2 dni nazaj, 22.6. nov tečaj Himalaja. In jaz že pogledam naslov in strese me celo in preberem opis in ga pogledam in ono ni dober. Ko sem dol povlekel in si mislim, maglikar si oceanijo dol povlekel, a zdaj imaš pa še tole. In že itak je neko teto kodiranje naredil in preberem ti opis in si rečem, Jesus Christ, človek, iz kje ti, mislim, vem iz kje, ampak kako on vleče neka bitja, delajo z njim, vleče informacije dol, mislim, jaz upam, da ga bom lahko dohajala, no. Model je ubrisan, kvat to dol vleče in v bistvu mi ful zadnje čase Mihael, sem nekaj bila še mojim ljudem, to, ko bom imel ta dogodek povedal, mi ful govori o teh bitjih in da imajo neko agendo in da nismo sami in da nas bojo podpirali. In jaz sem Mihaela prosila, če vam to sam pove. Tako da, jaz bom zdaj njemu predala besedo, da vam bo on to povedal, pa vas bo on še malo glede tega usmeril, ker je on specifično v tem obdobju, a ne? Če boste imeli kakšno vprašanje, bom zdaj jaz na klepetu tamle, vam bom kaj odgovorila. Potem se pa vrnem nazaj k vam in vas pocrklam, oziroma prečistam, oziroma ne vem, prešejkam, mobil, kaj se bo zgodilo za samo rejki meditacijo. Ampak nekih 15-20 minut bi rada, da vam Mihael pove mogoče o teh specifičnih energijah, potem se pa jaz vrnem nazaj. Aj prav, evo, vas predajam mojemu možu. Midva sva ambasadorja svetlobe na planetu Zemlja, tako kot ti, zato ker si dan z nama tle. In spremembe, čez katere gremo trenutno, so ful velike. Ful velike že bilo povedanega o tem, tako da ne bom še enkrat ponavljal stvari, ker jih ne bi mogel boljš povedati, definitivno. In vedno, ko gremo ljudje v spremembe, vedno, ko pride neka nova energija, vedno, ko pride nova okoliščina, trenutno se pač ravnovesje na planetu Zemlje kar dosti porušili. Ja, ljudje so dosti kolektivno izgubili zaupanje, izgubili so vero vase, nekateri so se prestrašili in temu pač primerno sledijo efekti v naravi. Se kar dosti stvari se v naravi dogaja, se moramo biti ful iskreni, da pač način, na katerega danes živimo, ni več takšen, kot je bil včasih. Ja, smo na planetu sprememb, definitivno. In iluzija je pričakovati, da bojo stvari iste. Nikoli ne bojo iste, vedno se bojo spreminjale. Ampak trenutno se za večino ljudi spreminja na malo bolj negativen pol. Moramo biti tukaj zelo iskreni. In potem se ena stvar začela dogajati nama, osebno že nekaj let nazaj. Ko so ljudje začeli kolektivno tako malo živčni ratovati, pa malo nestrpni, so se začela nova bitja oglašati.
prav novo biti, mi da ful veliko meditiramo, mi da se res veliko pogovarjamo z vesoljem in z naprednimi civilizacijami in delamo z njimi pogovore in tečaje in kanaliziranje. Mi dva dejansko živiva to ure in ure in ure na dan. In kar naenkrat se začnejo pojavljati nove zavesti, nove energije in jaz, kdo si ti? Veš, gremo v meditacijo in tam neko bitje me gleda, svetlobno bitje, ful močno bitje, ampak ga nisem poznal. In mi reče, jaz sem ena posebna vrsta svečenikov iz Atlantisa. In potem pride enkrat v eni meditaciji, me kar naenkrat glavo, tako cela vijolična dimenzija rata, se jaz kar znajdem v neki dimenziji, nekega polja manifestacijskega, ne vem, bože milo, kje ne vem v vesolju. In jaz rečem, kdo ste vi? In rečemo, mi upravljamo vijolično magijo vesolja, a veš, in jaz kar začnem spoznavati ta bitja. In to so bitja iz živalskih vrst in bitja iz humanoidnih vrst in nekatere posebne vrste angelov. In potem začnejo bitja reči, ja, mi živimo v vodi na zemlji. Že skozi živimo na zemlji, ampak ne veste, da živimo na zemlji. Ne? In mi živimo v gorah, noter v gorah živimo in delamo z Lady Gajo, nikoli nismo delali z ljudmi. Ampak ti imaš neko možgansko frekvenco in si nas zaznal in si nas poštekal. In zdaj bomo delali tudi s tabo. In so s Kristi začela s temi biti delati in so se nama začele v življenju ful zanimive stvari dogajati. Ene točke so bile, da so nama začele manifestacije ful hitrejše radovati, druge stvari, da smo na osebni ravni kar dosti ene stvari hitreje predelala, hitreje razumela. Kako lekcijo karmično, ko smo jo imela, smo veliko hitreje zaključila, veliko hitreje smo šla v življenju naprej in smo rekla, shit, to je pa neka nova energija, ki jo do zdaj nismo spoznala. In ko smo odprla ta kanal, je na desetine in desetine in desetine vseh vrst civilizacij svetlobnih začeli pošiljati ta bitja na planet. Veš, to je tisto, končno nas nekdo sliši. In potem sem začel poslušati, zato je Kristi rekla, da mi da smo resno trenutno v momentumu, light working momentumu smo. Mi da smo resno trenutno na ful močni svetlobni misiji, da ta planet Zemlja, vidimo, kaj se dogaja, da ta planet Zemlja prelijema s svetlobo, da odpiramo portale, da sidramo nova znanja na tisočih levelih naenkrat. Zato ta tsunami, nove karte, reiki karte, nove kode v simbolih, novi tečaji, meditacije, tečaji, šole, Bili smo novo knjigo izdala, vmes so že en kup novih kart prišel, leta 2024 zafilano do konca. Mi da se ne bomo ostavila. Mi da so tle in bova rušila vso temo, ko je možno rušiti z cunamijem svetlobe. In vsa ta bitja, o katerih govorim, so začela prihajati dol in so začela metati absolutno nova znanja, absolutno nove kode za manifestacijo, nove kode, kako svoje celice programirati, kako svoje možgane programirati. Ne, so rekli, vi na Zemlji ste zelo mlada vrsta ljudje, vi nič ne veste v primerjavi z vesoljnim znanjem. In so začeli govoriti, kako deluje frekvence v možganih. In so začeli govoriti, kako deluje spomin v celicah in kako lahko ljudje potujemo po planetu Zemlja in beremo kode iz kristalov in kako lahko ljudje povečamo manifestacijo. In da sem začela poslušati. In pa je bilo v nekem trenutku valjda, veš, ta občutek, v nekem trenutku je bil ta občutek, a lahko to vsak dela. Ne? A veš, ker jaz veliko meditiram, a veš, in pazim na svojo energijo, nimam raztreščene energije. In sem dolg časa rabil, da sem ta bitja dojel, da sem jih spoznal, ne, sploh potem, ko so mi rekla, da so one že skozi na planetu Zemlja, nekatere zvenih, ne, so one že skozi tle, sem da jih slišali nismo. In so one rekli, ja. So rekli, vida nista nič posebna, vida sem dobro, zelo dobro poslušata, ampak nista nič posebna v smislu, da bomo zdaj mi samo z vama delali. Mi bomo delali z vsemi ljudmi, kateri so pripravljeni nas slišati. Mi bomo delali z vsemi ljudmi na osebni ravni, na poslovni ravni, tistimi ljudmi, ko hoče sam zase delati in s tistimi ljudmi, ko hoče z naravo delati, živalmi, kolektivno, z vsemi ljudmi bomo delali, bomo iskali te light workerje, ki imate odprte ume, odprte možgane, zato da vam lahko dvignemo nivo življenja, dvignemo nivo energije. Zato, da boste kot oni doročili zajčke, veš, ker eni ljudje so tako, ko pride ura 4 popoldan, so tako ful utrujeni, pa tako reče, jo, je bil dolg dan. Kaj je bil dolg dan, če ga je šele polovica konc? Veš, ob 4 popoldan je šele polovico dneva konc. Ne? Ob 4 popoldan, ko ti prideš iz službe, se še imaš pol popoldneva, pa še cel večer, pa pol noči. A ljudje so kar tako, že čisto utrujeni. Valjda, če manjka energije. In potem reče, obstajajo čisto novi leveli energije, novi viri energije, na katere se lahko ljudje napajate.
In so rekli, vi na zemlji ste pogruntali hrano, da je vir energije, zato to krat jete. Pa sonce ste pogruntali, da vas polni, zato se to krat sončite. Ampak ljudje, kristali, kode v vodi, kode v zraku, kode v gorah, vi sploh še niste do tega prišli, ker ste mlada civilizacija. In so začela s Kristi vse to prizemljevati. Ne? In potem, ko smo začela s tem biti delati, so oni rekli, veš, kam rabimo tebe, žmahar, na zemlji. So me poklicali sicer po mojem duhovnem imenu. So rekli, mi rabimo od vaju, da nam pomagate ljudem naštelati antene. In jaz kaj? Mi rabimo, da vidva nam pomagata ljudem naštelati antene, da bo ljudje začeli poslušati, da bo ljudje začeli gledati v našo smer, da bo ljudje začeli spraševati vprašanja, na katera jim lahko damo odgovore. In to je midva s Kristi delava. Midva nisva nobena v nebo vzeta, na pol ne vem kaj, ko včasih veš dobimo kakšno sporočilo od kakšnih ljudi. Joj, Mihael, vidva sta taka čarovnika, ne? Vidva sta taka darilo Boga. No, ja, vse najverjetneje sva darilo Boga. Ne, vsak darilo Boga. Ampak vidva sta nekaj posebnega, koliko znata vidva. Nisva. Midva sta se samo odločila, da bova slišala to. In potem zdaj probava ljudem preko malo bolj zemeljske oblike, v kakem bolj zemeljskem prevodu vse te zadeve pojasniti. Zaradi tega smo midva v takem zagonu. Midva ne bova nikoli rekla, da nekdo nekaj ne more narediti ali pa da nekaj ni mogoče. Nam so to kristalno jasno ta bitja povedala. So rekla, veš, ko vi pridete na zemljo, ne, vi na zemlji ste stvari razdelili na dva dela. Vaša psiha, vaš so stvari razdelile na dva dela, na mogoče in nemogoče. In to imate povsod. Vi vedno rečete, nemogoče je ozdraviti nekatere bolezni in mogoče je ozdraviti nekatere bolezni. Cel spisek bolezni ste razdelili na dva dela, na sektor nemogoče, na sektor mogoče, na sektor ozdravljivo, na sektor neozdravljivo. Potem ste rekli, nemogoče je nek način poslušanja delovanja, naprimer slišati informacije. Rečejo na zemlji, da informacije se lahko slišijo samo z ušesi. Da informacije lahko ljudje samo z ušesi slišimo. In reče bitja, ne, vi lahko slišite tudi informacije brez ušes, vi lahko slišite informacije s kostmi, vi lahko slišite informacije z očmi, vi lahko imate 1000 načinov, kako poslušate. In potem sem bil fasciniran zaradi tega, ker sem gotovil, da mi dejansko nič ne vemo na zemlji. In to se meni dogaja. Jaz se vsak dan zbudim in ugotovim, da nimam pojma o duhovnosti. Da nič ne vem. Par dni nazaj, ko je Krista omenila, se mi je zgodila Himalaja. Jaz delam tečaj Oceanja. Ocean je itak absolutni tečaj komunikacije z dušo planeta. Vsi, ki ste gor na Oceanji, veste, o čem govorim, ste fascinirani. In ste mi že nekateri namignali, da bi bilo fajn, da naredimo nadaljevanje, pa šele kljub temu, da smo prva stopnja. Mimogrede tisti, ki želite, šele prvo stopnjo se naredili, če želite se priključiti tečaju, mi pišite na mail, pa bomo uredili, da se boste priključili tečaju. Ne? Ampak je prišla Himalaja in kar naenkrat se Himalaja tako energijsko odpre in začne Himalaja komunicirati z mano in reče, a ti veš, zakaj smo mi največje gorovje na planetu Zemlja? Vi ste nam rekli, da smo gorovje. V resnici smo pa največja kozmična palača na planetu Zemlja in imamo v sebi ambasade za vse visoko razvite civilizacije. To je Himalaja v osnovi. In znotraj Himalaje živijo ena ful posebna bitja, ki upravljajo zelo posebne energijske portale, ki imajo energije pripravljene, katere so včasih, naprimer, v Lemuri uporabljali. In potem je zavestna planeta Zemlja padla in so se ti portali zaprli in zdaj čakajo že tisočletja zaprti, zaradi tega, ker jih nihče ne zna uporabljati. In zdaj mi spet odpiramo ponovno te portale, ki omogočajo stvari, ki jih do zdaj noben ni verjel, da so mogoče. In mi moramo začeti stvari drugače delati. Najmanj veliko ljudi mi pol piše pa reče, Mihael, to, kar ti učiš, je mind-blowing, to razžene ti možgane, tega še nikoli nisem slišala, tega sploh ne vem, da obstaja, to dobene knjige nisem prebrala. Je kako pa mislimo ljudje napredovati v življenju. Mi rabimo abstraktno znanje, ki bo popolnoma presenetilo naše možgane, ki bo popolnoma šokiralo našo osebnost, zato da lahko gremo v življenju naprej. Ker vsi ljudje so ful navajeni na tem planetu eno in iste informacije obračati okoli in tinstati eno in iste resten krompir. In to je celo življenje na isti način, ker so navajeni, ker jim je to udobno.
Ampak ta resnična duhovna rast je, da ti vedno greš na področje, ki ga ne štekaš, ki ga ne razumeš. Zaradi tega, ker tam se tebi nove nevronske povezave vklapljajo, tam se tebi možgani na nov gradijo, ker ti gledaš neko stvar in pojma nimaš, kaj gledaš in moraš zdaj to razumeti. In potem se v tvojo duhovno strukturo priključijo tvoji duhovni vodniki, ki jih nikoli nisi še spoznal in rečejo, dragi moj na zemlji, draga moja, zdaj pa čas, da greš next level v psihi. In to je zdelan za svojimi znanji na zemlji. Zato ljudje vedno, ko pridejo k meni, pa gre s tako glavo, kot da so zatečeni v svojo glavo, zaradi tega, ker se vedno učimo te stvari. Meni je Atlantis ful jasno razložil. Je rekel, Žmahar, ti nisi prišel na ta planet zato, da boš ljudi tolažil, zato, da boš ljudi motiviral. Ti si prišel na ta planet zato, da boš ljudi šokiral s tem, kar lahko mi in nam sorodne civilizacije na planetu Zemlje ponudimo. Planet Zemlje opazujemo z vesolja že tisočletja in že tisočletja zelo počasi raste. Mi mislimo, da kot civilizacija hitro rastemo zaradi tega, ker smo pametni telefon naredili, zaradi tega, ker smo naredili raketo, ki leti do stratosfere pa nazaj. Oni se sam gor smejijo, ko sploh reče, vi imate tak potencial kot bitje na Zemlji, vi lahko postanete 5-dimenzionalna bitja, se sploh ne zavedate tega. Ajmo, gremo to malo pospešiti, ne? In potem od tod so se mnoga bitja inkarnirala na Zemljo in v vodo in v jedro Zemlje in v oblake in v gore in na druge frekvence planeta Zemlja zdaj delajo z nami. In ta bitja imajo taka imena, da je sploh izgovoriti ne znam. In ta bitja izgledajo celo drugače, kot izgledamo ljudje. In ta bitja imajo popolnoma nove energije in so tukaj za vse, ki želite novo ero v svoji inkarnaciji. Saj vi lahko živite življenje isto, kot ste do zdaj. Saj ni problem, pa bo mogoče ena sprememba to, da boste zdaj v Sloveniji mogoče namesto goveje juhe začeli jesti kdaj suši, pa bo to neka japonska sprememba, ko bo prišla noter, ne? Lahko gremo počasi v življenju naprej. Ampak potem jaz nisem pravi naslov. Jaz nisem človek, ki mi je dovolj v psihi, da učim stvari, ki jih vsi poznajo. In to mama s Kristi oba zelo močno v DNK-ju noter, v svojem mentalnem DNK-ju, da probamo na planet prinašati stvari, ki razvijajo planet in ga peljajo na absolutno naslednjo raven, kar pa lahko vedno samo z novimi informacijami delamo, ne? Tisti, ki iščete več, zato ste prišli na današnji večer, ker ta današnji večer vedno odpira portal do nekaj novega, tako kot bo zdaj Kristi odprla portal do meditacije, odprla bo ful poseben meditativni portal in vas bo zdaj na zelo posebno energijo pelala. In to je tisto, kar je naša naloga. Mi dva zelo, zelo, zelo verjamemo, vsakega izmed vas, ker vemo, da če ste mogli priti na ta dogodek, katerega smo danes naredili, to ni dogodek za vsakogar, kljub temu, da je javni dogodek, odprt, ni za vsakogar. In vsi danes, ki ste tle, imate zelo, zelo, zelo posebne energije. Eni se zavedate, prej sem ugotovil, da ste žene ugotovili, da ste čarovnice, eni se še tega ne zavedate, boste danes prvič spoznali. Eni ste tle z namenom, da pozdravite sebe, eni, da boste zdravili druge, vsi imate zelo velike namene. In mi smo zelo veseli, da smo lahko del vašega življenja, da smo se lahko srečali in da vam lahko pomagamo videti, kdo ste v resnici. Zaradi tega, ker je resnica veliko lepša, pa veliko večja, kot ste mislili, da ste. In zdaj bom z veseljem predal besedo nazaj Kristi, ker ne želim meditativnega časa imati, da vas odpelje v eno zelo, zelo, zelo posebno izkušnjo. In sem vesel, evo, da sem se lahko takole vmes pogovarjal z vami in vam povedal tisto, kar sem ful čutil, da moram povedati. V meditaciji torej lahko boš delala sama z reke energijo. V enem trenutku bo to treba takole dlani podrgniti, takole zgleda, samo to, da veste. Okay. Ampak v eni fazi meditacije bo treba noter med 5 stvarmi zbirati. 5 stvari je. Okay. In ena izmed teh 5 stvari bo konkretno sporočilo zate. To sem ti pa med tvojimi darili napisala. Torej, zbirali boste med 5 segmenti. In tisto, kar boste zbrali, boste prišli v to datoteko sporočila za po meditaciji in boste prebrali svoje sporočilo, kaj vam Reiki vam svetuje. Ful dobro. Ful lepa, skrivnostna meditacija in zdaj bomo šli v njo. Aj prav. Ekola, sem ugasnila luč. Torej, prosim vas eno stvar, med to meditacijo ne ležati.
Zdravilne energije morajo iti celostno čez tebe. To ni sproščanje, to ni, a veš, tam nekje zadnji smo. To je sprejem duhovne energije. Saj, če bi nad Angel Mihael ti prišel na obisk, tudi ne bi verjetno tam ležala, ležal pa rekel, ja, kar pustreš si tam sendvič imaš v hladilniku, a veš, kaj mislim? Ampak bi sedel pa se pogovarjal z njim. No, to je ista stvar. Torej, hočemo zdaj sproducirati ful veliko zdravilnosti. Torej, v enem trenutku meditacije boste imeli noter, v meditaciji ne rabite v klepetu tega delati, klepet bomo itak zaprli, boste se odločili, ali dajete dovoljenje, tudi če gledate posnetek, bom jaz zakodirala to noter zdaj, ali dajete dovoljenje, da vam še jaz reiki pošljem nadaljavo, pa da vidiš kaj palnorišnica, ko boste vi podrgali dlani, pa tudi sami si začeli polagati, zato da se lahko povežem z vašimi rokami, pa da vam čez pustim to, ali pa boste delali sami, sam s svojimi rokami in decid. Kakor hočete. Meni je oboje v redu. A veš, kaj mislim? Ampak dajmo narediti eno tako mistično meditacijo, reiki meditacijo, ker bi rada, da reiki začutite na pravi način, da vidimo, kako se odzivate na njega, da boste videli, a boste hoteli zdravilne energije, pa tudi reiki in tako dalje, potem seveda raziskovati. Evo, jaz naložim efektke. Takole. Zdaj pa jaz odmevam in prav je tako, da ne bo kakšna panika. In imamo glasbo in smo pripravljeni. Udobno se namesti. Zapri oči. In začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. In z vsakim izmed njih padaš in padaš globoko vase. Kajti čas je za starodavno, mistično reiki energijo. Pa naj zapleše na novo zate. Najprej si dovoli zadihati, čutiti sebe. Tvoj prostor se napolni s takimi lebdečimi, starodavnimi svečami. In te sveče proizvajajo dobesedno reiki svetlobo. In ta svetloba začne vstopati vate, v tvojo auro, v tvoje telo. Zato da se lahko popolnoma umiriš, razbremeniš. Z vsakim globokim vdihom in izdihom padaš in padaš globoko vase. Začuti, kako se umiri tvoje telo. Sprostijo tvoje misli. In tvoj prsni koš in tvoja čustva se napolnijo starodavnim zaupanjem v življenje.
V plamenu teh sveč sedaj prepoznaš starodavne reiki mojstre in ostala eterična bitja, ki ti želijo pomagati, reiki podporo vase zasidrati. Začuti to prisotnost, ko nisi sam, ko nisi sama. Začuti, kako ti je zdravilnost na voljo in kmalu bo zaplesala zate. A najprej samo zavesti, zakaj potrebuješ zdravilno podporo, kaj je tisto, kar potrebuješ, kaj je tisto, po čemer hrepeni tvoje telo, tvoje okoliščine, tvoja duša. Iskreni klic na pomoč je prav vse, kar potrebuješ. In ob tvoji priprošnji te svečke še močneje zažarijo, oddajajo prav posebno energijo. Reiki, reiki, reiki. In kar naenkrat se stene okoli tebe popadajo in pred tabo se odpre prelepa nočna puščava, obdana samimi zvezdami. Vidiš kamnito pot, ki vodi po pesku in te vabi, da stopiš po njej. Ob strani gorijo bakle in tvoja pot postane starodavna. Nedaleč stran pa zagledaš 5 piramid v krogu, stojijo okoli te poti. Njihova moč se nadaleč čuti. In srce te vodi po tej starodavni poti, korak za korakom pojdeš tja, kjer te 5 kamnitih piramid v krogu čaka. In ko prideš do tja, ugotoviš, kaj je njihova posebnost. Ena piramida ima na svojih kamnitih vratih znak ognja, druga ima na sebi znak vode, tretja ima na sebi znak zemlje, četrta zrak in peta simbol etra, energije. Vprašanje v tem trenutku pa zate je, v katero piramido želiš vstopiti po svojo reiki aktivacijo. V piramido ognja, v
piramido vode, v piramido zemlje, v piramido zraka ali v piramido etra. Izberi svojo piramido, prinaša prav posebno sporočilo, katerega boš prejela po meditaciji. Spisano je bilo zate. Ako prideš v svojo piramido, tam zagledaš tako vrtečo se kamnito ploščo. To je plošča, ki vodi v notranjost planeta. In na tej plošči vidiš starodavne reiki simbole. Dragi reiki, naj se mi odpro vrata v tvojo notranjost. Naj se te umakne stran od skrbi, umakne stran od vsega težkega, ko se plošča začne vrteti in te v notranjost zemlje spuščati. In v tem notranjem svetu vidiš reiki simbole na takih zdravilnih reiki kresničkah. Vstopiš v svet reiki svetlobe. In tukaj se usedeš na tako zdravilno praprot, ki se je pojavila. Zadihaš in se pripraviš na sprejem te energije. Povsem mirno in v zaupanju iztegni dlani in kresnice bodo tvoje dlani spremenile v reiki dlani. Skrivnostni simboli, ki jih že poznaš ali morda še ne, se pojavijo na obeh tvojih dlaneh. Začutiš toploto, začutiš moč, ko narediš nekaj globokih vdihov in izdihov v obe tvoji dlani. Reiki, prebudi se, aktiviraj se. Hvala za tvoje zdravilne dotike. In reiki kresnice se dotikajo tvojih dlani. Ko reiki v tebi oživi. Spomniš se ga, poznaš ga. To je ta moč. To je ta energija. Najprej bodi samo v stiku z njo, nato pa naredi še nekaj globokih vdihov in izdihov. In ko si pripravljena, podrgni dlani eno ob drugo. Lahko naravnost, lahko krožno, kakorkoli že želiš. Dovoljenje pa gre tako. Reiki, dovoljujem ti, da vstopiš v mojo celostno energijo. Želim delati samo s teboj ali pa dovoljujem tudi Kristi, da me podpre nadaljavo. Odločitev je tvoja,
Sprejmi karkoli od tega želiš, poslušaj sebe. Nato pa si začni dlani polagati tja, kjer te vodi intuicija. Reiki simboli bodo vstopali na tiste predele, ki jih najbolj potrebuješ. Podprla te bom tudi jaz. Pa naj se reiki terapija prične. Začuti reiki, kako teče po tvojih čakrah. Od glave do peta se reiki simboli sidrajo v vse čakre na tvojem telesu. Reiki simboli se sidrajo tudi v tvoje možgane za pozitivne misli in pričakovanja. Reiki simboli se sidrajo vse tvoje organe, naj se dvigne energija vitalnosti in dobrega počutja zate. Reiki simboli se sidrajo tudi v tvoje srce. Naj bo čustvena moč, polna sreče in ljubezni, kajti to si tudi zaslužiš. In reiki resnice se v tvojo auro namnožijo, da ti prinesejo zaščitno polje in močno manifestacijo. A tvoji dve reiki dlani še vedno polagaš tja, kjer te veleva intuicija. Začuti, kako se znaš podpirati. Začuti, kako ta starodavna moč reikija v tebi raste. Poznaš jo, zagotovo jo poznaš. Le spomniti se je moraš. Spomni se, ko živi zate. Naj te blagoslavlja reiki podpora. Globoki vdihi in izdihi. Začuti pretok te reiki energije. Začuti to moč.
Zadihaj z reikija, naj se prebudi. Zate. Naj reiki uzdravi vse, kar je težkega ali obremenjenega. Reiki resetiraj. Reiki aktiviraj. Reiki resetiraj. Reiki aktiviraj. In na to lahko roki nežno odložiš. In samo nežno zadihaš s to reiki energijo, ki teče skozi tebe. Dovoli si to. Reiki, reiki, reiki. Sprejemam te v svoje življenje. In sedaj se boš z veseljem vrnila v svoje življenje. Tista reiki plošča, ko se zahvališ reikiju in starodavnim eteričnim bitjem, te bo sedaj zavrtela naravnost v prostor in čas, katerega ponavadi poznaš. V prostor in čas, kjer mora sedaj reiki pokazati svoje efekte in te pospremiti na novo pot. Plošča se bo začela počasi dvigovati in jaz bom štela od 1 do 10. Ko rečem 10, si nazaj, prizemljen, prizemljena in pripravljen, pripravljena, da odpreš oči. Čas je, da se vrneš. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pretegni svoje telo, da ga res začutiš, začuti tudi prostor in čas. 7, 8, 9 in 10. Sedaj lahko odpreš oči in naj te reiki blagoslov vodi. Ad gure name, mantra božanskega miru zate.
Lahko mi malo napišete, kako je bilo? Evo se dam dol z efektov. Takole. A vam je šlo? Delovali ste, čutili? Tudi nekaj ste prvič probali kaj z reikijem? Ivi napisala, moje telo kar vleklo na levo. Boste videli učinke, mislim, ja, verjamem, da vam je bilo vmes všeč. A ne? Zdaj pa, da vam nekaj povem. Imeli ste noter, ste imeli, preden zaključimo, ste imeli piramido ognja, piramido vode, piramido zemlje, piramido zraka ali pa piramido etra. V eni izmed tvojih darilnih datotek ti noter piše, glede na to, če si torej zbrala ogenj, je to bilo to. Če si zbrala vodo, zbral vodo, je bilo to. A razumeš? In je še dodatno sporočilo. Zdaj sama meditacija je zakodirala tako, da bo tudi reiki terapija, sama reiki terapija tudi po posnetku delala. Jaz sem ustvarila še eno profesionalno v studiu meditacijo, reiki meditacijo, ko uživa, tam se vse žive energije zgodijo, vprašaj Mihaela. Prav neko šanti, daljšo meditacijo reiki, ki jo lahko preneseš na telefon. Imate v svojih materialih to pa ful velike popuste zaradi tega mojega prihajajočega rojstnega dneva. Drugače pa jaz enkrat na mesec vodim take terapije na daljavo, točno tako, kot ste jo vi doživeli. Niso še razpisane za zdaj, za spomlad, ampak samo što niso. Zdaj bojo, vsak čas. Skratka, zdaj v parih dneh bom jih razpisala za naprej, imenujejo se Reiki Express, zato ker to hitro delajo. Tako da točno tako, kar ste vi zdaj doživeli. Ok, reiki tečaj pa tako naprej je potem, ti si jo šele norišnica. Tudi če nočeš biti reiki mojstrica za sebe, tam je pa noro, ne. Torej ugotovili smo, ko ste eni pisali maile, da ste nekateri, recimo reiki masterclass, ki je bil 3. februarja zamudili, ampak lahko bi eventuelno se še nazaj priklopili. Tako da, če boste hoteli, pišite nam, no. Samo toliko, da vam, veliko vas je bilo novih danes, samo toliko, da vam dam mogoče mail, da boste videli, evo tole zdaj ugasnem, glih toliko, da boste imeli posnetko. Tako da, če imate kakršnekoli želje, če vam lahko pomagamo, dogodki afnapotovanje-duše.si. Zdaj bomo pa vrnili Mihaela še nazaj. Skratka, zaenkrat, Miš, bom sebe dala na mute, ko jaz zaključim besede, zato da ne bojo te tvoji vesoljčki preskakovali, okej. Jaz bi se vam ful rada zahvalila, ful sem vesela, če sem lahko kolektivi Slovenije pomagala. Z vsem, kar sem jaz ustvarila, pa reiki mi je pomagal, absolutno. Ni to tako, da sem jaz ustvarila reiki, ampak kar sem uspela ustvariti, torej reiki karte, reiki meditacije, reiki portalne slike, jaz sem ful vesela, so meni to dovolili narediti. In če sem lahko zdaj kolektivi Slovenije, ki trenutno to potrebuje, lahko pripeljala in če ste, jaz mislim, da ste zdaj začutili, da res smo rabili to energijo vrniti, rabi se jo. Sem ful vesela zato, ker verjamem, da boste zdaj začutili, da boste lahko povabili to zdravilno svoje življenje. Rabimo ozdraviti stvari, absolutno. In jaz sem hvaležna čisto za vsakega izmed vas. Da pa predajam mogoče še zaključno besedo Mihaelu. Jaz nimam kaj dodati, kaj naj dodam na tak. Po taki meditaciji pa takih energijah vam bi rad vse zaželel tako, da ste fajn, pa da si sami napolnite s temi energijami, naučite se tega, popravljite svoje življenje tako, kot vi hočete. Nobenemu se ne pusti, da vas šeta okoli, a veš, tako. In to je to, evo, res nimam kaj reči, no, res. Sem drugače vesel, da smo se danes dobili skupaj. Midva s Kristi bova tle, tako ali drugače
vedno odpirala vrata duhovna vsakomur, ki želi stopiti skozi njih. Vedno se bova trudila razložiti stvari, vedno se bova trudila pojasniti stvari na najbolj enostavne in močne načine. In vi nam itak pomagate, zaradi tega, ker mi lahko delamo to, zaradi tega, ker nam pomagate, zaradi tega, ker smo skupaj delamo stvari, skupaj gradimo stvari in skupaj ustvarjamo. Kristi rada reče svetlobno družino, jaz bom rekel pa lep planet. Skratka, dragi naši, radi vas imamo. Če vam lahko duhovni atelje kakorkoli pomaga, smo tukaj za vas. Res smo tukaj za vas. Res imamo prave energije postavljene in vas bomo znali voditi. Kakorkoli že, vam pa želimo res vse najlepše. Pa naj vas v tako lepo zdravilno energijo odpelje še ta naša mantra. Želim vam vse dobro. Lepo se imejte. Čau. 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 Sri Guru Deve Name Atgure Name Jugat Siri